Tako, lepo pozdravljeni vsi skupaj, počakali smo še, da se zadeva snema, tako da boste lahko potem posnetek si tudi ogledali oziroma poslušali na YouTubeu oziroma na kanalih Svetovnega slovenskega kongresa, pa morda tudi Katoliškega inštituta, ki gosti tole prijetno srečanje v teh prijetno oklajenih prostorih. In jaz sem vesel, da bomo v nadaljevanju govorili o slovenski narodni identiteti v področju oziroma na področju šole, kajti šola je pomemben dejavnik oblikovanja narodne identitete. Pouk omogoča učenje o zgodovini, kulturi, literaturi in jeziku svojega naroda in učitelji imajo vlogo pri prenašanju teh znanj in spodbujanju pripadnosti narodni skupnosti. Poleg tega pa šolsko okolje omogoča tudi interakcijo med učenci, ki prihajajo iz različnih okolij, kar prispeva k medkulturnemu razumevanju in oblikovanju spoštovanja do različnih identitet. No, kakšno vlogo ima izobraževanje pri oblikovanju in krepitvi slovenske narodne identitete, se bom v naslednji uri in pol pogovarjal z mojimi gosti. In to so najprej na moji levi gospa Marija Perne z Višje šole v Šentpetru v Avstriji, torej na avstrijskem Koroškem. Prišla je na mesto gospe Marije Olip, ki je danes zadržana. Potem naslednji je gospod Silvo Šinkovec iz Društva katoliških pedagogov Slovenije. Potem Barbara Riman, gospa Barbara Riman iz Zveze slovenskih društev na Hrvaškem in pa gospod Igor Giacomini iz Deželnega šolskega urada za Furlanijo Julijsko krajino, torej iz Italije. Vsi štirje lepo pozdravljeni. Tudi vi, seveda, ki boste spremljali in tudi kot pri prejšnji bo tudi tukaj na mestu vabilo, da lahko ob koncu tudi sami postavite kakšno vprašanje gostom. Jaz verjamem, da bodo tako izzivalno govorili, da bo teh vprašanj kar nekaj. Gospa Marija Perne torej prihaja iz avstrijske Koroške, kot rečeno je zdaj profesorica na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu, je pa seveda v Gradcu študirala teologijo, slovenščino, psihologijo, filozofijo in pedagogiko, sodelovala tudi pri Cerkvenem listu Nedelja, bili ste tudi glavna urednica prav v času osamosvojitve Slovenije v tistem letu. Ja, ste tudi učiteljica in voditeljica študijskega tečaja o verouku na šolah in strokovna nadzornica za to področje in tudi že imela je različna predavanja na dvojezičnem ozemlju in pa tudi v Sloveniji. Potem Silvo Šinkovec je diplomiral iz specialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, študiral filozofijo in teologijo, doktoriral iz edukacijskih ved, bil je vzgojitelj v dijaškem domu, šolski svetovalni delavec na gimnaziji, terapeut, voditelj delavnic in seminarjev, predavatelj, mentor prostovoljnega dela, voditelj duhovnih vaj in duhovni spremljevalec in je od ustanovitve leta 1989 tudi tisti, ki spremlja razvoj Društva katoliških pedagogov Slovenije. To je le nekaj njegovih funkcij, bomo še kakšno morda spoznali v nadaljevanju. Potem gospa Barbara Riman prihaja z Reke in je diplomirala iz zgodovine in hrvaškega jezika in literature, nato pa bila tudi mlada raziskovalka na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani in je doktorirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani s temo Slovenci v Istri, Gorskem Kotarju in Kvarnerju od leta 1918 do leta 1991. Objavila je več znanstvenih prispevkov o Slovencih in slovenstvu na Hrvaškem, sodelovala na mednarodnih srečanjih in je vključena v poučevalni proces na Filozofski fakulteti Univerze na Reki. Vodila je tudi podružnice Inštituta za narodnostna vprašanja enota na Reki in je od leta 2017 predsednica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem. Gospod Igor Giacomini pa se je šolal na slovenskih šolah v Italiji od vrtca do mature, dejaven je bil tudi na športnem področju. No, na Pravni fakulteti Univerze v Trstu je uspešno zagovarjal diplomsko nalogo na področju ustavnega prava in sledila je služba v javni upravi. In od leta 2013 vodi deželni urad za slovenske šole v Italiji. Bistveno je tudi vplival na razvoj projekta za trijezično šolstvo v Kanalski dolini, ki bo poskusno steklo letošnjega septembra. Predseduje tudi deželni komisiji za slovenske šole v Italiji in je tudi član paritetnega odbora, pa piše tudi za zamejske medije. Le nekaj funkcij, jih je še več. Morda še kakšno v nadaljevanju spoznamo, morda pa najprej vprašanje za vse. Kako ocenjujete trenutno stanje oziroma prisotnost slovenske narodne identitete
v trenutnem učnem procesu in kje vidite možnosti za izboljšave prav tam, kjer ste. Najprej vi, gospa Perne. Dobro, hvala lepa. Pri nas na Koroškem imamo možnost šolanja v slovenščini od vrtcev pa tja do univerze, kar je seveda formalno zelo velika prednost, kar so nam naši predniki seveda izborili, priborili zaradi svoje narodne zavesti, identitete, da se mladi ali pa sedaj mladi lahko šolajo res do univerze v slovenskem jeziku, kdor pač to želi. To je morda okvirno, možnost je dana, drugo vprašanje je pa res narodna zavest pri učiteljih samih. Mislim, da smo danes že dovolj slišali o tem, da narodno zavest, to veselje do slovenščine lahko posreduje nekdo, ki ima to tudi v srcu. To je pa zdaj nažalost odvisno od vsakega posameznika. Je pa tako, kdo prihaja iz narodno zavednih družin, torej iz družin, kjer se slovenščina živi, ki je obiskoval dvojezične šole, maturiral na eni od 3 višjih dvojezičnih šol, morda celo študiral nekje v povezavi kaj slovenščino, ta bo seveda tudi veliko lažje to posredoval in se bo zavzemal za to, ker mu bo to vrednota. Je pa tako, da imamo, kar smo že prej omenili na začetku, tudi ljudi, ki so slovenščino recimo študirali, ampak jo poučujejo zelo tako kot matematiko, neko slovnico, pač neko vedo, ampak brez tiste zavzetosti za narod, za narodnost, in to se vedno bolj opaža ravno pri mladih, tako da moram nažalost kar na začetku povedati, da nam primanjkuje na splošno učiteljev, tudi dvojezičnih učiteljev na vseh področjih, tudi veroučiteljev. Včeraj smo imeli ravno posvet z našim škofom dr. Markecem točno o tej temi, pomanjkanje tudi dvojezičnih učiteljev in tudi nadzornika za verouk. In ker pač tudi znanje jezika nazaduje. Tako da je tukaj velik razcep, formalna možnost za izobraževanje v slovenščini zelo velika, jezik, znanje jezika pa zelo, zelo nazaduje. Ne vem, a zaenkrat toliko in damo naprej. Ja, hvala za povabilo. Tako, če rečem v 3 besedah, se mi zdi, da če rečemo, ko govorite v zamejstvu Slovenci po svetu, seveda imamo zdaj svojo državo in ker imamo svojo državo, seveda imamo vse inštitucije, ustanove, ki so potrebne in to je seveda velika prednost in veliko veselje, da lahko imamo to našo slovensko šolo, ki lahko naredi vse in država, ki lahko naredi vse za sebe. To mislim, da lahko rečemo tako z velikim veseljem in ponosom v tem trenutku. Seveda s tem pa ni vse narejeno, ampak življenje teče naprej. Tisto naslednje vprašanje, tudi ko gre v odnosu do narodnega vprašanja, odnosa do jezika, pa je, kaj stori država, kaj pa posameznik, tako kot na vseh nivojih. Učitelj na koncu je ključna oseba, ki lahko naredi največ, seveda pa zato potrebuje zakonodajno okvir in inštitucije, ustanove kot so in vedno je učitelj ključnega pomena. Jaz sem vesel, da imamo preko Društva katoliških pedagogov letos že 5. mednarodno konferenco, imam tukaj s seboj zdaj čisto to zadnjo vzgojo, lahko pokažem tole vabilo, jezik kot temelj narodne identitete, to bo letošnja konferenca novembra, kamor povabimo učitelje iz naših šol, domačih ali iz zamejstva ali iz Slovencev po svetu, ki pripoveduje, kaj delajo in v teh 5 konferencah, 4 do zdaj, so se zvrstili mnogi ljudje, učitelji in pripovedujo vseh teh svojih pobudah in videti toliko ljudi, ki imajo tako to osebno pobudo, je lepo, kljub temu, da seveda nismo zadovoljni z marsičem na tej organizacijski ali pa državni ravni. Problem, ki mogoče bi ga še izpostavil čisto na začetku, je gotovo poučevanje zgodovine in osamosvojitve nastanka naše države, ki je seveda po zgodovinskem kronološkem redu čisto na koncu poučevanja, ki pada potem ravno na koncu šolskega leta in ponavadi zmanjka časa. Tako se spomnim, pred 10 leti smo pisali v reviji Vzgoja, je ena od naših kolegic pisala 20 let,
že poučujem zgodovino, pa še nisem prišla do trenutka, ko bi lahko svojim dijakom povedala o naši osamosvojitvi tisto vse, kar bi želela. To je recimo en tak konkreten problem, ki seveda ga mnogi rešijo na drugačne načine, da to prej naredijo, preskočijo vrstni red in tako naprej. Ampak recimo en tak konkreten problem, ki ga lahko tudi naslovimo še. Tretje vprašanje pa je seveda, da je tako kot vse stvari, rečemo, odvisno od človeka, jaz pa rečem še, to je stvar duha. Od stanja duha je odvisno tudi, kako živimo z jezikom in z narodnostjo. Mislim, da je to tisto ključnega pomena. Kdor je poln duha, bo tudi nekaj naredil za svoj jezik, za svojo pripadnost, kajti to je Božji dar in da to gre skupaj. Zato smo bili od stanja duha tega sodobnega človeka, so tudi vsa ta vprašanja zelo odvisna. Hvala lepa. Zahvaljujem se organizatorju za povabilo in za priložnost, da povem nekaj o učenju slovenskega jezika na Hrvaškem. Torej sam za začetek, potem pa se bom obrnila na identiteto, bi povedala, da se trenutno na Hrvaškem slovenski jezik uči v 3 oblikah. Eno je učenje slovenskega jezika v hrvaških šolah, kar je nam izjemno pomembno in to financira Republika Hrvaška. Torej v primerjavi z Slovenci v sosednjih državah Republike Slovenije, Hrvaška nima dvojezične ali slovenske šole, imamo samo možnost učenja slovenskega jezika 2 do 5 uri tedensko, ponavadi so to 2 uri, ker tako se odloči ravnatelj in ni primerov, da bi se lahko učili otroci 5 ur. V okviru tega pa imajo učenje slovenskega jezika, kulture, književnosti, zgodovine, geografije, in trenutno se to poučuje, ta oblika se poučuje na 7 osnovnih šolah, 4 srednje šole, imamo 6 učiteljev in učiteljic, ter imamo več kot 290 učencev in smo izjemno ponosni, da slovenska skupnost intenzivno dela v to smer, da se uvede slovenski jezik v različne osnovne, večinske in srednje večinske šole, torej hrvaške. Namreč zasledili smo, da na Hrvaškem trenutno obstaja en nasprotni proces asimilacij in to je, da pogosto so ti učenci in dijaki 3., 4., celo 5. generacija Slovencev, ki so živeli na Hrvaškem in ki so tu našli en prostor, kjer lahko govorijo, učijo slovenski jezik. Saj so sedanje raziskave pokazale, da medgeneracijski obstoj slovenskega jezika, torej to, da bi se babice ali dedeki pogovarjali slovensko sa svojimi vnuki, obstaja zelo redko, je okrnjeno. Tudi ne obstaja prostor, da bi se recimo na Hrvaškem pogovarjali v kakšnih trgovinah, pošti, cerkvi slovensko. Ti kraji, kjer je to možno, so izjemno redki in zato je ta pouk prav v večinskih šolah za identiteto izjemno pomemben. Hvala. Na koncu, torej začnem se navežem na kolegico iz Hrvaške, mi pa, ker je že navedla pa številk, mi pa imamo situacijo v Italiji precej različno. Številčno in zgodovinsko, ko govorimo o slovenskih šolah v Italiji, govorimo o nad skoraj 2300 dijaki, to po celi vertikali, se pravi od vrtcev. Tu bi moral seveda še razčleniti, kaj pomenijo vrtci, ker zdaj teče neka reforma, zelo pomembna in tako naprej, ima v tem verjetno nadaljevanju. Ampak recimo od vrtcev do naše, v Italiji imenujemo mi zamejščino, našo zamejščino, višje šole, kar je v Sloveniji srednja šola. Okay? Mi imamo 5 let osnovne šole, nimamo 8-letke, se pravi imamo 5+3, potem je ta srednja šola, v kateri vsi slabo govorijo, v Italiji, pedagogi in tako naprej, ampak tam ostaja že 70 let, tako da imamo osnovno šolo 5 let, 3 leta srednje šole, se pravi malo maturo in potem še 5 let tega, kar v Sloveniji je srednja šola, tako da imamo srednje in višje šolce, tako da mi smo bolj komplicirani. Zdaj znotraj teh 2000 in več dijakov imamo še učnega kadra približno, torej učnega in neučnega kadra vsega skupaj nad 500 enot, ampak recimo 460 je približno učiteljev in profesorov vredno zaposlenih ali pa zaposlenih z pogodbami za določen čas, zdaj ne bi šel v kakšne tehnikalije, ampak to je zelo pomembno, ker potem se to vpliva na didaktične procese, seveda tudi imaš vzgojitelja za 1 leto ali pa ne. Če na hitro preletim tudi zgodovino, ker verjetno večinoma v Sloveniji je bolj neznana zadeva, ko govorimo o slovenskih šolah v Italiji, govorimo o
pokrajinah, se pravi pokrajina Trst, čeprav pokrajin nimamo več, ampak se držim starega režima, se pravi Trst, Gorica, Videm oziroma Videnska pokrajina. Zakaj to poudarjam? Ker te tri pokrajine imajo potem še drugačno zgodovino. Namreč v Trstu smo imeli takoj po vojni ta Allied Military Government, se pravi to anglo-ameriško vojaško upravo, ki je takoj po vojni zakoličila z enim aktom, ki ga imamo, gospod Bauman, ga imamo še na deželnem šolskem uradu v arhivu, v angleščini zakoličila to šolsko mrežo veljavno takrat in je od takrat veljala do ozenskih sporazumov med Italijo in takratno Jugoslavijo leta 1975. Zakaj tu govorimo o šolski mreži, ker boste potem slišali v nadaljevanju, če bomo imeli čas povedati, kaj se zdaj dogaja v manjšini glede tega. Velike polemike, skratka. Tako da Tržaška je, bom rekel, imela en kontinuum, zdaj ta šolska mreža veljala dejansko na podlagi habsburških šol, torej dekret od Marije Terezije, da se razumemo, to so bile naše šole in je zanimivo, da v nekaterih predelih Trsta smo imeli prej slovenske šole kot italijanske, kar seveda zbode v oči, ampak to je pač zgodovina in v Ljubljani popolnoma ali večinoma nepoznana. Potem imamo Gorico. Gorica je seveda po vojni, takoj po vojni izostala iz tega Allied Military Government, se pravi, da takrat je bila tam že Republika Italija in Italija seveda ni prevzela te, bom rekel, avstrijske, avstro-ogrske šolske mreže, tako da so tam šole ostajale de facto, ne pa de jure. In je bilo treba to rešiti in potem počasi leta 1961 Italija sprejela zakon, ki sicer je obveljal tudi za območje Tržaške, ker ko je bilo jasno, da potem tam ne bo svobodno tržaško ozemlje, pač pa da to je Italija in da bo cona A ostala Italija in cona B Jugoslaviji. Se pravi, ta zakon je bil pač italijanski zakon in dejansko ne ločuje med pokrajinami, ampak to je veljalo še zlasti za goriške šole, kjer so naše marljive učiteljice delale v bistvu, so dobivali plačo od strani Republike Italije in da bi imeli sploh status javnega uslužbenca, je bilo precej paradoksalno. Ampak povzemam 70 let zgodovine v par besedah, se pravi, Goriška imajo svojo zgodovino in potem je seveda Videnska. Videnska pa morate vedeti, da gre od morja, od Jadrana do Avstrije. Videnska pokrajina. Tam imamo smo naseljeni od Benečije, se pravi od Špetra, prej smo nekdo je omenjal med govorci Beneško Slovenijo, se pravi, jih imenujejo pač tako. Prav zato, ker so bili še pred Risorgimentom, ste slišali, pred letom 1866 so bili takrat Slovenci pod Italijo in so bili bistveni takrat tudi za Beneško republiko 700 let, ker so varovali ta predel in so tam med drugim zgradili Benetke, ker drevesa in temelji Benetk so iz tistih krajev, ki so jih z volovi nosili dol v Benetke, to je tudi zgodovina zanimiva. Skratka, tam smo imeli, ni bilo nobenih šol, ker po vojni, bom rekel, tu gre že za sociologijo, za filozofijo, Slovenci niso sprejemali teh, bom rekel, jugoslovanskih šol, če tako rečem, tako da je prišlo do tega, da leta 1984 Slovenci sami ustvarili lastno zasebno šolo. In to je to, kar danes poznamo, dvojezična šola v Špetru, poimenovana po lokalnem rojaku Petričiču, ki je nastala kot zasebna zadeva, se pravi, da je zasebna šola in potem z sprejetjem zaščitnega zakona leta 2001, zamejci ga poznamo kot zakon 38, ker je pač ta številka, zaščitni zakon je postala državna šola, državna dvojezična šola Petričič v Špetru. Seveda te sreče niso imeli potem Slovenci v Terskih dolinah, če grem gor Benečija proti Kanalski dolini, recimo, to je Bobec, Žaga, Tolmin in tako naprej. Če gremo gor Terske doline, tam ni uspelo, leta 2014 sem bil sam udeležen v tem postopku, da bi tam sprejemali ali bi tam uveljavljali en dvojezičen vrtec, zato ker pač od mene lokalna politika, Slovenci so zahtevali, da gremo v to varianto, ampak sem si potem, ko smo bili že tik pred zdajci, sem si potem prejel na uradu en dopis z vsemi starši, tudi našimi, ker potem tu je treba videti, kdo so naši, kdo so vaši, to je velik problem in to govorimo danes, ampak sem dobil podpis, lepo 2 strani podpisov, kjer so napisali, da če bom to odpiral v slovenski vrtec, potem se bo izpisali. Tako da za Terske doline ni uspelo. In kot je bilo napovedano, že naj bi s 1. septembra, oziroma bo 1. septembra stekel trojezični model šolstva v Kanalski dolini. Več o tem verjetno ne bi povedal, ker je precej zapletena zadeva. Seveda si jemljem odgovornost, sem jaz kriv tega, ampak to je zato, ker plačujem zaradi tega. Niso si enotni glede tega v manjšini, namreč tam so do danes potekali tečaji slovenščine in to ni bilo strukturno, ni bil pouk pravi,
ampak tečaji slovenščine. Jaz sem prepričan pa, da mora biti to uzakoličeno, to mora biti kurikularno v sklopu pač državnega šolskega procesa in je prišel do tega kompromisa, tako da bomo še videli, kako naprej. Verjetno sem bil predolg in se oproščam tudi s kolegi. Tako, hvala. Uvodoma smo zdaj spoznali vašo realnost, vaše razmere na različnih področjih, kjer delujete. Mogoče gremo zdaj res k narodni identiteti, o kateri danes govorimo, o kateri pravzaprav je namenjen ta posvet. Vemo, da zgodovinsko na slovensko narodno identiteto je vplivalo več različnih dejavnikov, tudi morda sosednji narodi, sosednje kulture, politične okoliščine. Kaj recimo po vašem na slovensko narodno identiteto vpliva danes? Na eni strani seveda hvala Bogu Slovenija, ki meji na Koroško. Čisto konkretno mi imamo vsaj v višjih šolah tudi dijakinje in dijake iz Slovenije, kar seveda zelo obogati šolsko vsakdanjost, ker se dijaki med seboj učijo seveda tudi jezika, kjer nastajajo prijateljstva, ki potem ostajajo, ko gredo potem v študij ali pa imajo svoja podjetja, družine, tudi poročijo se med seboj. Tako da imamo tudi družine, ko so pač dijaki bivši iz Slovenije in Korošci in seveda to zelo podpira tudi slovensko identiteto pri nas na Koroškem, to je gotovo velika vrednost. Kaj pa drugače še vpliva, seveda nemščina je vse povsod prisotna in to sem že prej rekla, da jezik nažalost nazaduje in prevladuje tudi deloma mnenje, zakaj bi govorili slovensko, ko itak vsi nemško znajo, tudi to še obstaja. Sicer politično, hvala Bogu, nimamo večjih problemov, tukaj je kar precej uglajeno, tudi deželni glavar tukaj res zelo skrbi za dvojezičnost, za to, da tudi Slovencem dobro gre. So pa seveda posamezniki, ki vedno spet še vedno napadajo ljudi, ki še vedno grozijo, ki še vedno delajo torej nemir. V šolah potem seveda angleščina, globalizacija je tudi velik problem, tudi dijaki vidim se med seboj, če se drugače ne morejo sporazumeti, sporazumevajo danes v angleščini, ravno če so v razredih tudi dijaki, ki ne znajo eni ne nemško, drugi ne slovensko, tam je pač angleščina in se to kar precej tudi uveljavi. To so tisti glavni dejavniki. Je pa še en dejavnik, ki pa še, hvala Bogu, pospešuje ali pa podpira narodno identiteto, smo že prej omenili, to je cerkev, verouk, jaz sem tudi sama teologinja, tudi sama dejavna v Fari in je cerkev še vedno vsaj delno velik dejavnik, ki podpira slovenščino, slovensko identiteto, tudi veroučitelji, še jih imamo, hvala Bogu, ki res recimo zgledno skrbijo za dvojezičen pouk in kaj to pomeni za Fare, če je verouk dvojezičen, pripravijo recimo veroučitelji dvojezične maše in je celo v Farah, kot je recimo Podklošter, Fara je sicer uradno dvojezična, ampak slovenščine tam ni več, nihče ne govori, nihče noče, tudi župnik ne, ampak če pa veroučiteljica pride z dijaki oziroma z otroki in šolo, je pa maša dvojezična. Tako da šola to nese ven, ja dejansko. Še je in potem se še najdejo mamice, ki le znajo še kakšno oče naš zmoliti in je pri mašah, torej pri farnih, le še tudi slovensko. Težko je zdaj kaj dodati, zdaj smo globalni in globalizirani, tako da jaz mislim, da seveda to teh nacionalističnih problemov ni, da bi se zdaj definirali Slovenci kot Slovenci v odnosu do Hrvatov ali Italijanov ali Avstrijcev, seveda na vaših področjih ja, ampak mislim, da znotraj domače domovine države same to ne pride toliko do izraza, saj tak občutek imam. Mislim pa, da je zelo pomembno recimo takšna pobuda, kot je bila pred časom, da bi imeli v Sloveniji kar jugoslovansko narodno manjšino, kar pa je seveda velika problematika, če bi to se zares zgodilo, kar je bil tudi resen poskus, vsaj koliko sem bil obveščen pa slišal v teh pogovorih,
To je bilo seveda pa čisto drugačno vprašanje, ker pač že to, kaj je to jugoslovanska narodnost, kaj ne obstaja. Ne. Ampak to je bila seveda neka politična zadeva. Tisto, kar pa seveda je globalizacija, angleščina, kar smo že danes dopoldne slišali večkrat, je gotovo tudi za naše mlade, imajo večkrat angleško besedo bolj priročno kot pa slovensko besedo za mnoge izraze, ki jih uporabljajo vsak dan. Tisto, kar se mi pa najbolj tako kričeče, se mi zdi pa tale misel, tale graf, brez besed ni misli, da seveda s to digitalizacijo, ker pa ni samo stvar medkulturnosti in tako, ampak sploh uporabo teh digitalnih medijev, ker pa preprosto mladi ne usvajajo več besed. In tukaj na tem grafu je količina leta 1970 naučenih besed 1500, leta 90 600 in ta graf kaže, da bo šlo to še precej nižje. Zaradi tega, ker preprosto mladi ne uporabljajo več besed in se jih ne naučijo. To pa se mi zdi, da je tisto, kar je za prihodnost, z vidika ne samo globalizacije, ampak digitalizacije, nekaj, kar bo osiromašilo besedni zaklad pri mladih, pri novih generacijah, to pa seveda tudi identiteto narodno zelo okrnilo. To se mi zdi pa en velik problem v prihodnosti. No, ko gre za Hrvaško, pa bi mogla povedati, da mogoče slovenski jezik, čeprav obstaja in je to prisoten, je predvsem povezan z identiteto med starejšimi člani slovenske skupnosti na Hrvaškem. Kako sem že prej omenila, pač se slovenščina uči spotoma, uči se redko, ni vertikale, to, kar je prej gospod omenjal, torej mi v nobenem mestu, večjem kraju na Hrvaškem nimamo vrtec, osnovno šolo, srednjo šolo. Veste, mogoče me je kdo že enkrat poslušal, ampak jaz bom vseeno to povedala. Ko gre za to predšolsko ustanovo leta 2011, so našli enega fantka in eno punčko, ki sta bila stara 4 pa 3 leta in so rekli, gremo ustanoviti vrtec za te Slovence na Hrvaškem, ne? Gremo na Reki ustanoviti vrtec. In se je ta pravljica, prav pravljica o tem predšolski vzgoji začela leta 2011, fant zdaj končuje 1. letnik srednje šole, vrtca še vedno nimamo. Torej, to je realna situacija na Hrvaškem in če se bomo mi sam temeljili na slovenskem jeziku, potem lahko tudi zapremo vsa kulturna društva na Hrvaškem, ki so jedro slovenstva na Hrvaškem, ker nimamo lastne knjižnice, nimamo šol, nimamo, ne bom zdaj o tem, kar nimamo, bom danes pozitivna in bom povedala, kaj imamo. Imamo to, da ustrajamo na tej identiteti na druge načine, vpliv Slovenije, predvsem sodobne kulture in to ne Cankarja, ki ga zelo imamo radi, ali Prešerna, ker to mladim več ni zanimivo, ampak rock bendi, popularni bendi, da se bojo potem punce in fanti učili teh besedil, na ta način bomo potem tudi prišli do slovenskega jezika. Bo še med slovensko in hrvaško sodelovanje, saj na občutek tega zjutraj, ko se vstanem in sem na primer v Splitu in vidim zelo velik grafit Gotovine, ne vem, če poznate, kdo je Ante Gotovina, ampak pogooglajte v tem digitaliziranem svetu in če se jaz moram odločiti, da bom Slovenc, ker je moja mami Slovenka, ali bom Hrvat, ker je moj oče Hrvat, bom izbral, da bom Hrvat. Ker je bolj enostavno, ker se mi ni treba dokazovati, ker me ni treba biti strah, če mi bojo rekli, da sem Janez, da sem Slovenc, da zelo rad kolesarim, ker veste, Slovenci na Hrvaškem predvsem se jih povezuje s hribi, pa kolesi, pa s športom. Tako da se mi na Hrvaškem recimo zavedamo, v kakšno smer bi mi mogli iti, da pritegnemo otroke, če pritegnemo otroke in mlade, se bojo naučili kakšno slovensko besedo, če pa najdejo kakšno simpatijo, bojo zelo hitro začeli govoriti slovensko, ne, kakšno lepo blondo punčko ali kakšnega fantka, to bo ljubezen in bomo pisali tudi slovenske maile. Tako da ja, slovenska beseda je zelo pomembna, ampak se zavedamo, da moramo iskati drugačne načine ohranjanja te identitete in da to ni samo šola in slovenska društva, ampak hrvaška družba s pomočjo Republike Slovenije nasploh. Hvala.
Jaz sem kot vedno na koncu in sem poseben. Torej, ker sem slišal, se navežem na to, kar sem slišal pred mano, torej mi v Italiji tega nimamo. Nimamo dijakov iz Slovenije, to je zanimivo. Smo, bom rekel, do zdaj smo bili v republiki tako močni, da recimo Gorica in Nova Gorica, to sta eno mesto, ampak iz Nove Gorice nimamo dijakov, ki prišli na naše šole, slovenske šole v Italiji. In obratno zelo malo tega pretoka recimo naših, ki bi šli v Slovenijo oziroma, zdaj boste slišali za naprej, kaj se dogaja. Nimamo, bom rekel, zaenkrat se lahko še, jasna hvala, cela mala pobaham, nimamo problema jezika, ker smo bili tako močni, zdaj smo imeli eno obratno asimilacijo. Kaj pomeni? Pomeni, da Italijani ali pa slovensko negovoreči, ki so zahajali naše šole, seveda tisti, ki so to opravili po celi vertikali od vrtca do mature, smo jih mi asimilirali, tako da lahko rečem recimo, da moji kolegi na uradu, ki so na uradu za slovenske šole, so vsi, celo enega imam, ki je Tolentino po priimku, ki ima otroka in mater torej ima očeta in mater iz Sicilije, tako da on ne govori slovensko samo, ampak čuti slovensko otroka, da v slovensko vrtec zdaj in tako naprej. Skratka, zaenkrat ta sistem je funkcioniral. In delno še deluje. Zdaj boste rekli, vse dobro, kar je dobro, ni. Namreč prav se bom navezal na primer, ki ga je potem dr. Valentinčič povedal te dni, kaj se dogaja. V teh dneh v Trstu je bila ogromna polemika okrog šolstva, v kateri v tej aferi sem tudi jaz seveda, ker ne more biti drugače. Namreč dogaja se to, da na ta sistem šolski je padla ena zunanja varianta, to je demografski padec, nimamo več otrok. Tiste številke, ki smo jih imeli, jih ne premoremo več, enostavno zato, ker itak v Italiji ni otrok, tako da mi nismo izvzeti iz tega problema in na naših šolah je vedno manj vpisov. Vrtci še držijo, osnovne šole se praznijo in seveda to vpliva, to, kar sem prej napovedal, problem šolske mreže, ki postaja seveda politični problem, sindikalni problem, to pomeni delovna mesta. In tu ima manjšina doživlja, kot sem zdaj že napovedal prej, globoke krče v želodcu. Zakaj? Ker veste, jaz strokovno gledam na zadevo in vidim, da smo preživeli, kot smo tako močni, zato ker mi temeljimo naša šola na jezikovnem, na lingvističnem separatizmu. Se pravi, Italijani zahajajo v ene šole, Slovenci v druge šole, pika. To je bilo zelo enostavno. Takrat je bilo po vojni, je bil ta politični dogovor, vi imate vaše šole in država plačuje in amen. In smo bili tako močni, kot rečeno, da recimo leta 2018 smo tudi naš dijak Italijan, ker je prav, da povemo, ta je prav Italijan iz italijanske družine, zahaja v naše šole, čuti slovensko, tako naprej je zmagal recimo na evropski ravni, tudi na ravni prevajanja Juvenis Trazatori. Smo zelo močni, tako da jaz vedno pravim, da mi se lahko primerjamo s slovenskim šolskim sistemom v Sloveniji ali pa z italijanskim šolskim sistemom, ne pa z manjšinskim sistemom, recimo, ki ga imajo Italijani na Obali ali v Kopru. Zdaj, kje je problem? Številk ni, seveda tu se poraja to vprašanje, kaj naredimo s to šolsko mrežo. Dajmo krčiti, kot pravijo vsi meni, ampak se rekel, treba racionalizirati. Zakaj? To je moje stališče. Tu je treba razumeti v osnovi, kaj želimo zdaj naprej. Hočemo obdržati slovenske šole v Italiji ali šole s slovenskim učnim jezikom, to je nekaj drugega. In to je vezano na slovensko identiteto oziroma slovensko narodno identiteto. Danes naša šola je bila tako močna, da smo v učne procese, naši učitelji, zelo zavedni Slovenci, seveda so predajali otrokom kulturo, seveda znanje, knjižni jezik in tako naprej, ampak čut do vasi, do društva, gojili pač slovenskost in torej narodno identiteto. Zdaj seveda pri tistih, ki so iz mešanega zakona, kot sem jaz, ali pa pri tistih dijakih, ki so izključno negovoreče družine, se pravi Italijani, ki se vpišejo v naše šole, ker to verjamejo, tam se je dogajalo, da so sprejeli naše vrednote. Prej smo slišali, da narod ni samo jezik, je jezik in so tudi vrednote. Sedaj ta šola, ta model je deloval na tak način, da smo vrednote prenašali, imamo en kup in pol v zamejstvu v Italiji, en kup in pol ljudi, ki so, ponavljam, slovensko v osnovi iz italijanske družine, torej slovensko negovoreči, ki so popolnoma vključeni odborniki, delujejo in prepričano. In ta problem je omenil prej dr. Valentinčič, ko je rekel, da imamo zdaj te dijake, ki recimo, tu imamo dve dijakinji iz Romjana, to je neka šola tam, ne vem, če poznate, Ronke pri Gorici, tam smo na obronkih, slovenske narodne pripadne pri prisotnosti. No in smo tako močni, da tam imamo sicer večino dijakov slovensko negovorečih, ampak jih mi asimiliramo. In ti dve dijakinji, ki se šla skozi naš šolski sistem, sta pač predstavili letos na Ministrstvo v Ljubljani prošnjo za finančna sredstva oziroma financiranje študija in seveda, kaj sta naredili?
ne vem, če je naivno, ne vem, če je namerno, zdaj verjetno nas ne zanima, kaj ste naredili na tem obrazcu, na vlogi sta pač zapisali, da ne pripadajo slovenskemu narodu, oziroma narodna pripadnost slovenska ne. In to se mi je zdelo, seveda, se mi je zdelo očitno tako naravno, ali ne vem, zakaj ste to naredili, da si niste pričakovali, da bo seveda vloga zavrnjena in zdaj nekatere krovne organizacije v manjšini so zavzeli oziroma ena zavzela neko stališče, s katerim jaz ne vem, koliko se lahko strinjamo, skratka gremo v ta, bom rekel, identitarni, narodnostni relativizem, ker zdaj se strašno dogaja v manjšini, da govorimo o koreninah, če si Slovenc, če imaš korenine, če si lahko Slovenc brez korenin in tako dalje. Seveda to je predmet za sociologe, za filozofe, jaz sem pravnik v osnovi, se nagibam k sociologiji, ampak nisem tako podkovan, da bi, imam seveda svoje stališča, nisem tako podkovan, da bi to rekel. In zdaj, jaz sem pa postavil manjšino kot vodja urada pred to vprašanje, kako gremo zdaj naprej. Ponavljam, če želite imeti šole s slovenskim učnim jezikom tako močne, to uspešnost, kot smo je treba, po mojem, kaj ukrepati. Če pustimo, da zadeva teče in gremo v ta multikulturalizem, v ta narodni relativizem, seveda, mi smo državna šola, na naše šole se lahko piše kdorkoli, ampak ne verjamem, da bomo čez 10-15 let tako učinkoviti, kot smo zdaj, da bomo lahko naše dijake predstavili na fakulteti v Ljubljani z slovenščino, ki je odlična. Skratka, ne vem, ampak zaključim s tem pripisom, da po mojem se moti tisti, ki misli, da lahko šola reši manjšino v Italiji. Ja, hvala lepa, gospod Giacomini. Pa morda res ostanimo kar v šoli. Omenili ste prej že, da so pomembni tudi učitelji, kakšni so, ne? Pa morda zdaj vprašanje za vse. Kako pa s to narodno identiteto, s to narodno zavestjo opremiti, opolnomočiti učitelje, da bodo potem lahko to podali naprej svojim dijakom, učencem? To je pa po mojem zelo, zelo težko vprašanje. Mislim, da se nekaj lahko tega posreduje pri študiju v šoli. V prvi vrsti pa mislim, da to ali imajo doma ali pa nimajo. Če prihajajo res iz takih družin, kjer se slovenščina živi, potem bodo to večinoma, ne rečem da 100%, ampak večinoma nesli seboj v svet in bodo to skušali posredovati tudi naprej. Je pa seveda tudi v šoli zelo, zelo veliko pozitivnih primerov. Imamo dijakinje, dijake, kot ste vi rekli, ki prihajajo iz nemških družin in se res nekako naužijajo tega slovenskega duha, zdaj ne samo jezika, ampak res tega mišljenja, tako da res živijo Slovenci, se trudijo za Slovence, delajo v slovenskih organizacijah, sami postajajo dvojezični učitelji, pri nas so dvojezični, ker so pač dvojezične šole in res to tudi skušajo dajati naprej. To je čisto gotovo tudi ena prednost. In dejansko je pa tako, vsaj sama pri sebi vidim, ali pa v svojem okolju, tako na šoli ali po regijah, kjer pa živim, če so v šoli učitelji, ki to skušajo dati naprej svojim dijakom, potem dijaki to tudi večinoma sprejmejo in tudi dajo naprej. Če pa učitelj poučuje slovenščino, zgodovino, pač vse te predmete, sociologijo, filozofijo, kot neko matematiko, 2 in 2 je 4 in tukaj nimaš nobene debate, potem pa mislim, da je kar precej težko. Ampak hvala Bogu, zaenkrat imamo tudi starše, ki stojijo za šolo, ki podpirajo šolo in tudi še učitelje, ki res skrbijo za to narodno identiteto. Ja, učitelj gotovo, vedno je človek tisti, preko katerega gre do vsebine in gre odnos in seveda tudi odnos do domovine, do države. Vsekakor, družina je vedno prva. Vemo pa seveda, eni v družini dobijo tisto, kar je pravi odnos do države in do domovine, do jezika, v mnogih družinah pa tudi ne, tudi ko gre za učitelje. Zato se mi zdi zelo pomembno, da bi fakultete, ki pripravljajo bodoče učitelje, naredile več na tem področju. Se spomnim pred leti, ko je bila ta bolonjska reforma, sem vprašal dekanju na pedagoški fakulteti v Ljubljani v enem kratkem intervjuju, da so učitelji, študentje pripravljeni, da bodo učitelji
ali se pripravlja kaj za stik, da bodo imeli stik starši, vsak dan bo kakšen klic, vsak teden bo kakšen osebni pogovor, vsak mesec bo kakšen sestanek. Pa je rekla, ja, nič nimamo na učnem programu, kaj za to, da bi se učitelj pripravljal za ta stik s starši. Pa tudi nimamo zdaj nič v misli, da bi kaj spremenili. Po tem isti analogiji, po tem istem sistemu mislim, da učitelj je tisti, ki predstavlja državo in narod na nek način pred učenci. Zato smo bili, da bi fakulteta mogla mnogo več narediti v tem času za ta odnos. S tem, da seveda povabi k tem, da se udeležujejo različnih teh državniških dogodkov, kako seveda, da jih komentirajo načrtno, sistematično, da je to del učnega programa, da nekako učitelj v tem času študija ima te priložnosti, formalne in neformalne, kjer lahko oblikuje svoj lastni odnos do države in do naroda, ker oba sta potrebna in seveda tukaj je veliko različnih vprašanj, tako seveda do simbolov in tako naprej, ki so državniški, tako da mislim, da pedagoške fakultete bi lahko naredile mnogo več na tem področju. Se pa seveda tukaj soočamo s tistim vprašanjem, kot ga je gospod že omenjal, s tem relativizmom, a je važna identiteta, sploh ne važna identiteta, da tukaj se seveda tudi pri nas je to zelo močno tudi v tem šolskem področju, da seveda preveč govoriti o narodnosti, o identiteti niti ni potrebno ali celo nezaželjeno. Mislim, da tukaj seveda je nek alarm in da tukaj moramo narediti več za to, da bomo ohranili svojo lastno državo in svoj lastni jezik in svojo lastno narodnost. In učitelj je tukaj znotraj ključnega pomena. Tako da vidim fakulteto kot prvo. Seveda pa ni fakulteta edina, zato tudi društva in vse druge organizacije, tako kot smo društvo katoliških pedagogov, spet ni država, ki bo vse naredila, ampak smo tudi posamezniki in znotraj vseh teh različnih ustanov nekaj naredimo, tako da ta pobuda za mednarodni kongres je pač eno od takšnih konkretnih, da učitelje povabimo, da se oblikuje svoja lastna stališča, da vidi druge, da se uči od drugih, da to je zelo pomembno. Mislim pa, da tudi znotraj cerkve, ker sem pač kot duhovnik, pa razmišljam, da so naši starejši duhovniki imeli to vprašanje bolj v mislih, kot pa imamo danes mlajši in seveda še mlajši. Tak občutek imam. Včasih seveda so nekateri zelo zavzeti na tem področju, pa mislim, da malo premalo. Pa da ločimo, kaj so tista politična stališča, kaj so pa tista, kar so nacionalna, narodna, jezikovna, kulturna vprašanja in tukaj mislim, da tudi znotraj, da bi tudi tukaj mogoče teološka fakulteta pomagala bodočim duhovnikom to razčistiti, da se ne bi več upletali prehitro te politične opredelitve, ampak tiste ključne vprašanja narodnosti, nacionalnosti, odnosa do države, da to je tudi seveda del našega poslanstva. Hvala. Jaz bi rekla, da mi glede učiteljic in učiteljev nimamo preveč težav, zato ker jaz jih osebno vse poznam in vse razen enega gospoda so pripadniki slovenske skupnosti in mi imamo pač predvsem izvirne govorce slovenskega jezika, tako da govorce, ki so odraščali v slovenskih pravljicah, slovenskih pesmicah, tako da potem to prenašajo na učence. Torej, slovenski jezik se uči razen v teh večinskih šolah še v slovenskih društvih in s pomočjo Republike Slovenije in je to organizirala tudi, torej te dve obliki je organizirala sama slovenska skupnost. Tako da, ja, učitelji nimajo težave s tisto narodno identiteto in mislim, da jo prenašajo svojim pač dijakom in učencem kar v redu. Je pa potrebno poudariti, da v tem procesu, ko mladi človek se odloči, a bo Slovenc, a bo Hrvat ali kaj bo, ne, da tudi potrebujemo in pomoč Republike Slovenije. In tu bi se zahvalila in Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, kot tudi Ministrstvu za izobraževanje, ki to razume, saj če učitelj zelo lepo govori o kakšnih slovenskih lepotah, potem je kar prav, da odpeljemo te učence na enodnevno ekskurzijo in da te slovenske lepote tudi vidijo, ker bojo potem se tudi oni boljše počutili.
Nimamo težave z narodno identiteto, s čem pa imamo težave, in to vem, da tudi Republika Slovenija ima nasploh, je učni kader. In čeprav imamo izvirne govorce slovenskega jezika, nimamo ustreznega kadra. Mi imamo učiteljico, ki je končala Pomorsko fakulteto, imamo učitelje, ki govorijo slovenski jezik, ampak nimajo ustrezne pedagoške izobrazbe, in s tem je njihovo delo še bolj cenjeno, ker taki, kot so, da niso učiteljskega poklica, so se vseeno odločili za pouk slovenščine prav zaradi tega, zaradi ljubezni do slovenskega jezika in slovenske kulture. Evo, hvala. Ja, tudi pri nas v Italiji je isto, skratka večinoma, zaenkrat so vsi učitelji, profesori in vzgojiteljice, so vsi pripadniki slovenske manjšine v Italiji, tako da nimamo tega problema, da ne bi posredovali tega čuta, te narodne pripadnosti našim otrokom. Kvečem, mi smo formalisti, ker so še vedno javni uslužbenci Republike Italije, in tu se verjetno kakšne razlike vidijo pri ideološkem pristopu, ki je lahko v razredu, ampak to je svobodnost poklica, pri tem ne moremo nič. Še vedno kako storiti, da bi se to nadaljevalo. Prvič s tem, da kako kljubujemo tem novim izzivom, torej recimo sprememba šolske populacije in prisotnost, vedno večja prisotnost slovensko negovorečih otrok. To je en velik filter, je seveda že na začetku v vrtcih. Jaz priporočam vedno vzgojiteljicam, da jasno poveste staršem, da to ni tečaj slovenščine. Pišeš na slovensko šolo, to pomeni, da se otrok poškoduje, če ga vpišeš v slovenskih vrtec, ki je tam blizu, in potem se ga presedla na italijansko šolo, recimo, če so Italijani, da se splača, oziroma primerno je, da ta gre skozi celo vertikalo. In kot rečeno prej, smo tako močni, da potem ga mi asimiliramo in si ga prevzamemo. Seveda, ker je nujno, pa ker meni rabijo nujno številke in drugače bo ta naš sistem vedno manjši, se ne moramo odrekati tem vpisom, kaj naredimo. Jaz sem vedno uporabljam v zamejstvu to prispodobo našega šolstva kot nekega drevesa, namišljenega drevesa, ne drevo, ker moramo z vrtci in gojiti korenine, drevesa so korenine, mi moramo te ribice pobirati, pa potem, če so neslovensko govoreče ribice, jih bomo že nekako. Tudi zato imamo v Italiji zelo močno torej sistem, kjer iz tega prehoda iz vrtca v osnovno šolo, v tem zgodnjem opismenjevanju smo zelo dobri. Tako da večinoma slovensko negovoreči otroci v prehodu med vrtcem in osnovno šolo nimajo jezikovnih težav. Negovati je torej treba te korenine tega drevesa, drugače bo to deblo, in zdaj je problem tega debla, ki se vedno krči, in potem seveda krošnja postaja vedno manjša. Zdaj en drug tak vzvod je seveda močna selekcija profesorjev in učiteljev. Mi smo državni sistem, zdaj z razliko od Slovenije, to je tudi zanimivo, če ne razumete, kaj govori Giacomini, z razliko od Slovenije sem jaz tisti, ki namešča približno 20,000 učiteljev do 1. septembra, ni kot v Sloveniji, kjer ravnatelj zaposluje. Jaz sem nekako tisti, ki zdaj vodijo vse te postopke in trajajo že od februarja, zato da potem s 1. septembrom steče pouk. Na teh dveh uradih jih vodim, urad slovenske šole in italijanski urad za goriške šole, to je 20,000 učiteljev, na primer. To delamo mi in to je velik filter, velika selekcija je. Seveda imamo pa tudi problem malo smešen, da imamo prošnje iz Republike Slovenije, torej imamo bodisi naše dekleta, ki študirajo recimo na pedagoški v Kopru ali pa na pedagoški Ljubljani. Takrat sem kot pravnik vedno zahteval, in ker to mora biti, ker drugače ne gre, ko se vrne potem v Italijo, da mora imeti opravljen strokovni izpit v Sloveniji. To je seveda pravna zadeva, ampak je zelo pomembna, ker ne moreš biti ti, če nimaš izpita, bom tako zelo poenostavil, če nimaš odvetniškega v Ljubljani, nisi odvetnik niti v Italiji, ne. Naši zamejci pa bi hoteli zamejsko pravo, ne. Sej, tudi če nimam strokovnega, se itak bom poučeval v Italiji, se rekel ne. Če nisi učitelj pravnega vidika, nima statusa v Sloveniji, ga ne moreš niti na naši šoli v Italiji. Tako da sem z tega vidika zelo močen filter postavil, oziroma jaz, zakonodaja, ne, jaz pač to izvajam. Zajamčeno tudi kakovost in kvaliteto kadra. Imamo ta paradoks, da lahko imeli kader še boljši, imamo tudi prošnje učiteljev in profesorjev iz Slovenije, ki bi se rad presedlali. Imamo tudi razpoložljiva mesta, problem je, da se pri nas seveda postaneš javni uslužbenec in tudi, bom rekel,
s primerno plačo, kar pomeni, da moraš tudi poznavati, moraš imeti primerno poznavanje italijanskega jezika, če si seveda, če imaš status javnega uslužbenca Republike Italije. In to je zdaj velik problem, ki ga bomo postavili tudi na bilateralno Italija-Slovenija, ki bo v kratkem, kjer bomo skušali rešiti ta problem. Ker jasno, če mi pride profesor z Kopra, potem takem še nekaj ve, če mi pride iz Celja, potem je malo težje. Ne? Smo pa zelo odprti z tega vidika, imamo recimo na klasičnem liceju Franceja Prešerna, klasičnega liceja vi ne poznate, ampak je taka posebna smer, višješolska smer. Na klasičnem liceju Franceja Prešerna v Trstu imamo pa profesora slovenščine, ki je iz Rima. On je pač doštudiral v Ljubljani študij, tako da imamo tudi te zanimivosti, da je eden glavnih profesorjev in zelo odličen slovenist, to mi pravijo kolegice slovenistke, ne, to je pač ena anekdota, dajte jo vzeti kot tako. Imamo tudi Italijane z Rima, ki poučujejo slovenščino bi to bilo za veco za intervju na delu, ne, ker to je zelo zanimivo. Evo, mislim, da sem povedal že preveč. Ja, ta naša okrogla miza ima naslov Slovenska narodna identiteta v pedagoškem procesu in zdaj se vemo, šola je ena pedagoška ustanova, vemo pa, da se neke vrste pedagoški vzgojni proces odvija tudi ob šoli. Pri raznih dejavnostih otroci imajo razne krožke, glasbene, športne, gledališke in tako naprej. Pa me zanima, kako je pa morda pri vas in s to narodno identiteto prav pri teh, bom rekel, obšolskih dejavnostih, športnih, kulturnih, kako tam lahko tudi oni vplivajo na narodno identiteto? No, tu smo pa na Koroškem zdaj zelo blagoslovljeni z raznimi krožki, z raznimi možnostmi. Hvala Bogu, imamo še zelo, zelo veliko kulturnih društev, kulturnih krožkov, pevskih društev, tudi športna društva, kjer se res mladi in otroci udejstvujejo, kjer tam osvajajo slovenski jezik, kjer je slovenski jezik tudi pogovorni jezik. In ravno včeraj mi je neka gospa, ki je sama o sebi rekla, ja, jaz ne vem, seveda sem koroška Slovenka, ampak jaz samo še narečje znam, ima pa vnuka, ki v Selah hodi v igralsko šolo in rekla, kakšno veselje je gledati te male otroke, ko se zna kar naenkrat tja postaviti, ko govori, ko slišiš, da se novih besed nauči, torej tega, hvala Bogu, imamo kar precej. Tudi razne šole, tako vem, da za slovensko gimnazijo, tudi pri nas v Šempetru, mi imamo recimo odrsko dejavnost, pevsko dejavnost zelo razvito, kjer se res vse generacije vključujejo in veliko delajo, tudi javno nastopajo, tako da vsa ta društva, vsa kulturna in športna dejavnost šoli zelo, zelo veliko pomaga pri tej identiteti. Tudi učitelji so seveda tam vključeni in tudi oni tam dobivajo moč, tudi oni tam dobivajo spet nove ideje, ki jih spet v šolo vnašajo in šola pa seveda tudi v društva. Tako da zato smo zelo hvaležni. Težko je zdaj za celotno slovensko šolo nekaj izluščati takšnega zanimivega. Mogoče tako mi pride na misel na teh, ko sem že omenil, na tej mednarodni konferenci prihajajo ljudje iz vseh koncev in krajev in pripovedujejo o raznih svojih pobudah, kaj vse naredijo na šoli. Ena od takšnih, ker sem srečal na več šolah, je bil recimo neka vrsta natečaj ali pa vaja, da so morali učenci pisati kaligrafsko Zdravljico Prešernovo in potem so ocenili najboljše izdelke in potem dobili nagrado. Tako je ena učiteljica pripovedovala, kako na njihovi šoli, kako se je izboljšala pisava učencev, ker so pa začeli pisati za tisto, za ta natečaj, potem so pa tudi sicer pisali lepše in da je bilo bolj čitljivo vse tisto, kar so napisali. S tem pa seveda ob takšnem preprosti vaji, seveda odnos do Prešerna, odnos do Device, odnos do države, odnos do jezika in seveda, da je to nekaj lepega, da je treba lepo napisati. Majhna takšna vaja. Drugače je ena od misli, ki mi prihaja iz vseh teh različnih pobud, seveda tudi pri nas imamo kulturno šolo, spravi šole, ker so spodbujene strani države, da gojijo literaturo, vse to, kar je kulturnega, od filmskih, dramskih dejavnosti in tako naprej. Mnoge šole so tukaj zelo, zelo dejavne in več kot tega, seveda boljši bo odnos učencev do svojega jezika, do države, do narodne zavesti. Všeč mi je pobuda Rastoče knjige, verjetno mnogi poznate, ravno pred kratkim smo bili na Navju, kjer smo dvignili
to deklico Rastoče knjige za 2 centimetra, vsako leto se doda ena plošča z nekim napisom iz enega izbranega dela tistega leta, tako da ta deklica Rastoče knjige raste. Ta pobuda je nastala v letu 2000, ko je bil prehod tisočletni in so mnogi narodi gradili velike zgradbe in delali neke vrste monumente, neke vrste obeležja, kako ta milenijski prehod obeležiti. Ena skupina slovenska se je takrat zbrala pa rekla, naredimo nekaj slovenskega, na čem pa je, kje pa je naša specifika. Naša specifika je beseda. Na besedi slonimo, na knjigi je naša identiteta, tako kot smo danes že večkrat slišali dopoldne tudi. Tako je nastala ta pobuda Rastoča knjiga, da bi spodbujali branje, poznavanje naše literature, tako so mnoge šole, osnovne šole, srednje šole vključene v to pobudo. Zdaj recimo na Navju sem pa srečal gospoda Colariča iz Krke, pravi, mi imamo tudi kot veliko podjetje Rastočo knjigo sredi našega vrta, sredi vseh teh stavb v Krki. Tudi podjetja so tista, ki skrbijo za narodno identiteto. In prav recimo, ko smo za vzgojo pisali, kakšnega človeka si želijo, da bi prišel iz osnovne šole, srednje šole, je bil ravno, so v Krki rekli, radi bi človeka, ki ima tudi rad svoj lastni jezik, svojo lastno kulturo, da ne bo samo slepo posnemal druge. In sem delal tako z vidika podjetnikov, da skrbijo, da imajo ta čut, predvsem pa teh velikih, kot je recimo Colarič in Krka, ker seveda prodajo, izvažajo in zanima jih trg in tržišče in medkulturnost, bi s tem rekli, ampak ravno ti ljudje se zavedajo pomembnosti svoje lastne identitete. In tako sem bil te pobude, recimo te obmejhne, zelo, zelo vesel. Hvala. Ja, pač kot je prej tudi gospod komentiral, šola ni edini pač prostor, ki bo rešilo slovensko skupnost, ne bo. Pač mora tudi sama slovenska skupnost dejansko zelo veliko delati, da bi se ta slovenska beseda tudi ohranila. Tako da bom jaz tu zdaj dala poudarek predvsem na tem, kar dela slovenska skupnost na Hrvaškem, ki ima izjemno pomembno vlogo. Predvsem se zavedajo tega, da če ne bo otrok in mladih, da se slovenska društva lahko zaprejo. Tako da predvsem recimo slovensko društvo Bazovica na Reki ima poletne urice, ki je približno torej v 7. mesecu vsako poletje zbere okrog 40 do 50 otrok. Financira se s pomočjo Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu in to pozitivno prakso sta prevzela tudi Slovensko društvo v Pulju pa Slovensko društvo v Lokvah v Gorskem Kotarju. Tako da delamo eno majhno jedro teh slovenskih otrok do 12 let, ki bojo nadaljevali delo svojih starih staršev. Potem predvsem pomembno vlogo ima dopolnilni pouk slovenskega jezika, ki ga financira Republika Slovenija v teh slovenskih društvih in to bi poudarila izjemno delo slovenskega društva v Gorskem Kotarju, ki po zadnjih informacijah ima okrog 40 otrok, ki se učijo slovenskega jezika, kar je zelo veliko število, saj je to te populacijski zelo tako pač področje, kjer se predvsem odseljujejo mladi. Slovenski dom Bazovica pa ima 7 do 8 otrok. Zveza slovenskih društev na Hrvaškem je tudi prevzela s pomočjo Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu ter s hrvaškim ministrstvom za izobraževanje tisto nalogo motivacije mladih. Tako da bi rekla, da smo leta 2019 naredili prvi literarni razpis na slovenskem jeziku, če se do tedaj teh oziroma takih oblik na Hrvaškem ni bilo in smo ponosni. Ja vem, da so to ustaljene prakse v drugih državah Republike Slovenije oziroma sosednjih državah Republike Slovenije, za nas je to nekaj zelo inovativnega, tako da ne se smejati. Potem smo izjemno ponosni in to s podporom Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu smo leta 2021 začeli z učenjem slovenske kulture, književnosti za otroke. Namreč in Muca Copatarica je tudi obvezno branje v hrvaških šolah, tudi kot Maček Muri. In smo prav leta 2021 naredili en zelo lep projekt, ki je sodelovalo več kot 500 otrok.
ki so bili ne samo pripadniki slovenske skupnosti, ampak tudi hrvaški, ki so brali to Muco Copatarico in v slovenščini na hrvaškem jeziku, in to smo izjemno ponosni, da smo potem tudi staršem pokazali, da pomembni elementi slovenske kulture so tradicionalno prisotni tudi znotraj hrvaške večinske kulture, in to je tisto, kar je pomembno predvsem v tistem obmejnem območju. Je veliko teh projektov, za konec bom omenila samo še eno situacijo, ki smo jo imeli leta 2022, ko je 40 mladih v okviru projekt mreža Alpe Jadran, ki jih izvaja zveza skupaj z slovensko gospodarsko skupnostjo v Celovcu, potem s predstavniki iz Porabja, pa predstavniki iz Italije, torej gostili 45 mladih dijakov, ki so pač na koncu šli, te delavnice so šli loviti ribo. In smo rekli, da se bojo pogovarjali v slovenščini, ampak sta bila dva, ki sta zelo dobra bila, in oni niso toliko dobro bili v slovenščini, so z Hrvaške. In na koncu nobeden več ni kričal riba in vaba, ne, pač, ampak so vsi kričali italijansko ješka. Dej mi ješko, rabim ješko, zdaj sem ulovil ribo. Tako da pač na koncu je to izpadlo hecno, namesto slovenščine smo vsi uporabljali nekakšno mešanico slovensko-italijansko-hrvaškega jezika na reki. Tako da beseda je zelo pomembna. Ko smo že pri anekdotah o slovenski kulturi, nisem mogel mimo tega, da ko je bil ta mali v vrtcu in ta mala v vrtcu, sem v Mačkomurju bil čombe. In seveda, ko sem prvič nastopil, očitno sem bil učinkovit kot igralec, in ko so me na koncu zadnji prizor se fizli, prilili za ušesa in me odnesli, odpeljali, ker sem bil lump, je moj ta mali tako grozno jokal, da so se vsi tako smejali, tako da moj ta mali še zdaj sovraži Mačka Murja, čeprav je zaveden Slovenec, ne skrbeti. Ampak Mačka Murja pri meni ne omenjate, ampak to je bila kot vsaj za ta malga ne. Ona je imela 6 let, prvi razred osnovne šole, ona ni jokala, ampak ta mali grozno, ko so odpeljali očeta Čombeja. Ne. Ampak to je anekdota, tako pa sam. Ma nič hudega, jaz sem vedno Slovenc, samo Mačka Murja ne. Ja, to spada k temu. Ne, torej jaz sem prepričan in to ustrajam s krovnimi organizacijami v Italiji, mi smo še vedno tako močni, da kot recimo asimiliramo neslovensko negovoreče, imamo ZSKD, ZSŽDI, se pravi Zvezo športnikov, kulture, imamo vsega imamo. Smo zelo močni, tako da imamo, ne vem, nešteto nogometnih klubov, košarka zelo močna, odbojka, 6 smučarskih klubov, tako da Italijani v Trstu nas gledajo malo čudno, ko pravijo, ker smo pač alpski narod, tako da zakaj ne veslamo v Trstu, ne, mi zahajamo gor v Dolomite. Mislim, malo posebni smo zamejci, to je treba priznati. Ampak je pa res, da jaz vedno vztrajam pri tem, da mi šolski sistem delujemo od 8 do pol 3. To je naša misija, naše poslanstvo in do zdaj je ta sistem funkcioniral. Naši dijaki so bili vsi opremljeni dobro s slovenščino, znano zavestjo. Seveda potem popoldne imamo dijaške domove, enega v Trstu, enega v Gorici, društva in tako naprej. In to mora biti in to mora ostati, ker jezikoslovci pravijo, da to je bistvena jezikovna kopel. Ti moraš biti v slovenščini od 8 zjutraj do 8 zvečer, se pravi, slovenščina mora biti živ jezik. Zdaj, če je vse v redu, kot pravi Giacomini, potem zakaj tak halo zdaj v vanjšini? Prvič, kot rečeno, ker nam upadejo številke, naše društva so bile navajene, so prišli lepo pred šolo s kombijem in so lepo napolnili kombi in to je šlo, ni bil problem jezika, oni se niso ukvarjali jezikom, jezik smo gojili mi, šolniki, bom rekel. Zdaj tega seveda je vedno manj in vsa ta društva imajo problem, nogometno društvo je treba biti v 11 igraš nogomet, zdaj če jih ni je problem, se pravi verjetno imamo preveč nogometnih društev, preveč vsega je in bo treba zreducirati in isti problem se poraja na šolskem področju, tako da kot rečeno ti imamo zdaj te krče v želodcu in nekje bo treba preboleti in razumeti, kakšno pot naj vzame slovenska manjšina v Italiji. Seveda, kot rečeno, bistvena je ta jezikovna kopel, drug problem, ki ga jaz vidim in v tem sem zelo negativen, je pa to, da ker imamo ta demografski padec tudi med Slovenci samimi, je jasno, če ti pridejo v vas, ki je popolnoma slovenska 3, 4 ali pa 5 družin slovensko negovorečih, pomeni, da počasi izgubljamo na terenu, ker potem, če slovenščina ni več prvi jezik, se pravi, ni več jezik teritorija, potem to postaja problem. Kot rečeno, vztrajam pri tem, šola ne more rešiti manjšine, šola lahko reši samo sodelovanje z društvi in mora biti jezik živ jezik. Če tega ne gojimo, potem, če ga ne slišiš več v trgovini ali pa v baru ali pa kjerkoli na trafiki, potem postane problem. Evo, tu mi začenjamo zdaj
malo tako začenja ta problem. Ne? Nas je vedno, številčno nas je vedno manj. Ne bo. Ja, tako kot pri vsakem pouku, v vsakem razredu ne govori samo učitelj, oziroma danes imamo tukaj več učiteljev, tudi učenci lahko kaj vprašajo oziroma kaj pripomnijo, tako da če že je kakšna stvar iz občinstva, z veseljem lahko dvignete roko, mislim, da bom mikrofon šel med vas. Tam imamo že 2 roki, odlično. Sonja, prosim, mislim, da v 3. vrsti oba gospoda na levi in na desni bi rada nekaj pripomnila ali pa vprašala. Ja, hvala za besedo, hvala za plastično predstavitev vaših problemov, odnosno aktivnosti v zamejstvu. Me pa zanima obnašanje Slovencev tako v Avstriji kot Italiji. V času slovenske osamosvojitve, kakšen je bil vaš odnos do tega, kar se je takrat dogajalo v Sloveniji, ali ste bili proaktivni, ali ste bili pasivni, ali vam je bilo v bistvu vseeno, ali bo Slovenija samostojna, ali ste kaj preko pritiskali na vlado, tako v Rimu kot na Dunaju, v tem smislu, kot so delali tudi ostali Slovenci po svetu. Tako da tle me zanima, sem pa bil v bistvu pred časom šokiran nad podatkom v času Informbiroja, leta 1948, da je bilo več Slovencev za Stalina kot za Jugoslavijo. Če je to res, prosim za komentar, odnosno odgovor, ali je to res ali ni res. Hvala lepa. Hvala, jaz bi vsakako še prosil, da se predstavi, da vemo, kdo je povedal svoje mnenje oziroma vprašanje. Slavko Kmetič, ne? Aha, Kmetič Slavko. Tako da z tega vidika tudi pričakujem v nadaljevanju pa na naslednjih organizacijah, da se tudi posveti pozornost tistim, ki smo glavo nastavili. Bili smo vsi na spisku JLA za likvidacijo, to morate vedeti, ne? Bili so to strašni trenutki, o tem se v Sloveniji pa verjetno tudi zamejstvo ne govori nič ali zelo malo, kar je boleče, ne? In to je problem, da Slovenija še ne diha s polnimi pljuči, kajti tisti, ki smo to državo naredili, smo danes rekel, ena manjšina, ki je v bistvu že na en način moteča, tudi vemo, kaj se dogaja, zelo so ukinili muzej slovenske osamosvojitve, odnosno dan spominja na žrtve komunizma, ko da živimo v čudnem času sedanjem v Sloveniji in to ni dobro in pričakujem, da bo čim več takih razgovorov, ker bomo te teme obnovili, odnosno jih postavili na pravo mesto. Hvala lepa. Hvala, gospod Kmetič. To bi se morda odzval na njegove besede. Čisto na kratko, jaz sem bila takrat komaj doštudirala, nekaj sem pa že zaznala. Kolikor vsaj jaz zaznavam ali pa kolikor jaz vem, so bili Slovenci seveda zelo veseli osamosvojitve, ker so se odprle meje, ker je bilo veliko več mogoče, ker smo se lahko tudi, kar se tiče izmenjav, lažje izmenjavali, lažje študirali v Ljubljani. Jaz se spomnim, ko sem študirala v Gracu, sem šla na tečaje slovenščine še v Jugoslavijo, kjer so mi tudi jasno predpisali, kaj smem napisati na obrazec, da bom dobila štipendijo, če se ne smem napisati. Potem, ko je bila Slovenija samostojna, sem ta obrazec izpolnila po resnici vse in dobila štipendijo in šla in torej mi smo seveda zelo veseli tega, ker je veliko več možnosti, tudi jezik se lažje razvija, ker je dostop čez drug do knjig, do izobraževanja. Gospodarstvo seveda lažje cveti, ker so se ustanavljale torej koroške ali pa avstrijske postojanke, banke in tako naprej in je seveda gospodarstvo tudi raslo. Zelo na kratko zdaj tako. Torej, naj povem, da jaz sem formalno pač uslužbenec na Ministrstvu Republike Italije, se pravi, da težko podajam ene politične ocene. Ampak ker gre za zgodovinska dejstva, pa bom v svojem imenu povedal, kar je bilo. Torej, najprej nekaj zgodovinskega, ko ste že omenil Stalina, Kominform in tako naprej. No, takrat je treba povedati, ker zdaj to spada že v knjige, takrat smo mi dobili prvi močen udarec kot manjšinci, ker so znotraj te, bom rekel, slovenske komponente, ki je levo volila, ali pa leve opcije, takrat je bila ta velika razkol v Trstu med Vidalijevci, ker Vidalij je bil glavni komunist v Trstu, se pravi glavni predstavnik komunistične partije, med Vidalijevci in Titovci.
In seveda Vidal je bil sicer Tržačan, je bil slovenskega porekla, ampak takrat je partija, bom rekel, dala ukaz, da ne sme vpisovati slovenski komunisti v slovenske šole, ker so kao stalinistične. In torej takrat smo doživeli, da smo izgubili bom rekel, 2 ali pa 3 predele, slovenske predele v Trstu, to je Škeden, ki je pred par leti bil izključno slovenski, to cel predel pomeni, si morate predstavljati, da kaj to pomeni, kot pravi zdaj, da današnji župan Di Piazza v Trstu pravi, ena vaša vas je 800 ljudi približno, evo, v Trstu imam 2 bloka, pa že imam 800 ljudi. To pomeni, kaj smo mi takrat doživeli, smo izgubili Škeden, delno Barkovlje je, če se vozite na morju od Cesljana proti, bo tam bilo čisto vse slovensko. Tam Slovenci, ki so volili levo opcijo, so pač zbrali italijanske šole, ker to je partija dala ukaz. Ampak to je kot anekdota zgodovinska, tako da prvi udarec smo v Trstu in Gorici, ker to je bil zelo močen razkol na levi. Kar se pa tiče osamosvajanja, ni dvoma, da ga ni bilo Slovenca v Trstu, pa ne bil levi, desni, katerikoli opciji pripadal, ki ni bil prepričan za osamosvojitev in za Republiko Slovenijo. To bi rekel, da ni dvoma. Seveda treba povedati, da je bila pa ena nomenklatura, en ožji krog ljudi, ki je imel velike interese in zveze z jugoslovansko nomenklaturo, ki se seveda ustrašil, kaj bo. Ampak bi rekel pa, da z narodnega vidika in tudi danes nimam dvomu, da vsi Slovenci v Italiji se enačimo v zastavi Republike Slovenije v Zdravljici, tako da z tega vidika res lahko povem, da ni bilo dvoma takrat, kot ga ni danes. Evo, oprostite, jaz bi sam še povedala za Slovence na Hrvaškem, čeprav ni bilo vprašanje, ampak moram. Namreč 91. leta so Slovenci na Hrvaškem se soočali z razpadom svoje države in čez noč so imeli 2 domovini. Čez noč več niso mogli obiskati svoje stare starše ali svoje sorodnike in jaz se dobro spomnim svoje mami, ki bo jezna, če bom to povedala, ampak bom povedala, da je jokala in da je kričala in na hrvaške in na slovenske policiste, ker je mogla dati svojo osebno izkaznico in ni se zavedala, kaj se dogaja in ni vedela, kaj se bo dogajalo. Zelo veliko število Slovencev, ki so hoteli urediti svoj status na Hrvaškem, zato ker so tam dol imeli družino, ker so tam bili rojeni, ker so tam živeli že generacije, so se mogli odpovedati slovenskega državljanstva, so mogli na bjanko papir napisati, da več ne bojo državljani Republike Slovenije, ampak Republika Hrvaška to nikoli ni poslala Republiki Sloveniji. Tako da danes na Hrvaškem med 5 do 7 tisoč Slovencev še vedno ima in slovensko in hrvaško državljanstvo, ampak se tega ne zavedajo in zato, ker se sramujejo, so nehali uporabljati slovenski jezik, so nehali se svojimi otroci pogovarjati se v slovenščini in so enostavno pozabili, da so Slovenci. In jaz sem osebno kot predsednica zveze imela več primerov, ko sem jaz šla v Ilirsko Bistrico s temi osebami pač iskati in dejansko so še vedno upisani v knjigo državljanov. To niso raziskane tematike. Republika Slovenija in Republika Hrvaška nimata posluha, da bi se naredili eni raziskovalni projekti, ki bi potem še vedno živeče ljudje pač vprašali, kaj se je dogajalo, ampak v tem času ni bilo dobro biti ne Slovenc, ne Srbi, ne Albanc, ne Nemc, nič na Hrvaškem in to so zelo težke tematike, počasi pa tisti, ki so to preživeli, odhajajo. Evo, samo tako. Hvala. A smem k temu še iz publike? Kot zgodovinar bom rekel, da seveda tisto o razkolu med stalinistično in titoistično strujo komunistov, slovenskih komunistov v Trstu je bil usoden udarec za slovensko šolstvo in še za marsikaj na Tržaškem, Goriškem, primerljiv z uvedbo, torej ukinitvijo obveznega dvojezičnega šolstva na Koroškem leta 1958. Zelo primerljivo. Številke so grozotno padle. Ker sem pa 91. leta, nisem bil poslanec Demosa, ampak sem bil živ in se s Slavkom tudi poznata, bil sem predsednik odbora staršev za varstvo in vrnitev slovenskih vojakov iz JLA, poleg svoje službe na Inštitutu za narodnostna vprašanja, kjer pa smo skupaj z arhivom Republike Slovenije
da je že najbrž 10-15 let izdali zbornik z dokumenti o delovanju slovenskih zamejcev v času osamosvajanja in demokratizacije Slovenije in se seveda tudi spomnim zelo konkretnih oblik pomoči zamejcev pri osamosvajanju. To ne velja samo za Slovence v svetu, ker o tem smo že danes nekaj govorili, ampak tudi za Avstrijo, Italijo, torej za Avstrijo lahko naštevam cel kup primerov. Recimo, ko bomo govorili potem o medijih, če Slovenci ne bi pomagali, da je avstrijska ORF oziroma njihovi telekomunikacijski ponudniki, da so zagotovili, da je iz Ljubljane v tistih vojnih dneh šla slika in zvok, ne bi šlo v svet, ker mi smo bili prej vezani na Beograd in je bilo tam, če se spomnite, relej Avala Sljeme, ne? In cel kup takih zelo konkretnih primerov pomoči je bilo takrat. Tako, naslednje vprašanje, ja, ima gospod. Ko se vozim mimo osnovnih šol v Sloveniji, ne, mi v oči padlo, da so to železarne, dobesedno, to je enkrat ograjeno, drugič, pri drugi dvakrat ograjeno, pa jaz ne vem, ne razumem, kva se dogaja, zato je to. Iz zamejsko šolstvo ga ne bi poznal, če ne bi imeli tako dobro televizijsko postajo v Trstu raj. Ta pa prinese več kot slovenska. Šofer od tržaškega župana je rekel, da je slovenska televizija prazna. Mislim, da tema mediji bo prav kmalu na sporedu, ne? Naslednja okrogla miza. Tako. Aha, tamle še v drugi vrsti, če lahko mikrofon podate gospe, da pove svoje vprašanje. Grandov in prihajam iz Združenih držav Amerike, sem pa po rodu Tržačanka, zato bi rada dodala nekaj besed tudi gospodu in bivšemu uredniku časopisa v Trstu. Bom najprej se vam res zahvalila za to, za vaš trud, kako vnesti in razviti slovenščino v razredih. To je pa, če grem najprej v Ameriko, težko, ker ne poznajo več, mislim, starši nimajo več naslednikov, ki bi govorili slovensko, ampak je pa zelo pomembno, mislim, to dodajati, da so njihova korenine, ponosne korenine slovenstva. In to je zelo pomembno pri vsakih odločitvah, tudi ko so se odločali, ali naj priznajo Slovenijo ali ne. V Trstu pa pred 40 leti, oziroma je bilo takrat mednarodno cona A, cona B razdeljeno, ko ste vi bili še verjetno učenci ali otroci, ali pa ste se približevali tem letom, sem organizirala prvo mednarodno mladinsko tekmovanje extempore v Piranu. Jaz sem tam poučevala na italijanskih in na slovenskih šolah in sem bila predsednik likovnih pedagogov na Primorskem. Udeležilo se jih je 700 učencev in dijakov iz Trsta in tudi iz Koroške. Torej, bilo je tako pomembno tudi ljudi, ki so prišli, poleg Spacala, pa te, ki sem jih dala v odbor, sem ustanovila tudi častni odbor, ki se mi je zdelo pomembno zaradi, da medija oziroma časopisi objavijo. In takrat je bil seveda italijanski konzul, iz Slovenije pa se mi je pridružila, moram povedati, Pepca Kardeljeva. In to je bilo potem resnično razširjeno povsod in to je bilo zelo, mislim, pomembno. No, kot likovni pedagog sem kasneje, zakaj sem odšla v Ameriko, ker me je društvo
likovnih pedagogov Jugoslavije dodelilo, da sem v komisiji, ki so prinesli spomenik Nikole Tesla za 200-letnico v Ameriko na Niagaro. No in tam sem pač kasneje ostala, ko sem spoznala mimogrede Tržačana, ki je bil v Air Force in sem pol tam ostala. Ampak prihajam domov in me to zelo veseli, to sodelovanje in tako naprej. Je pa kulturno prosvetno delo v prosveti, to je v Pittsburghu, imenuje se SMPJ, Slovenska nacionalna podporna jednota, še po starem, ki pa so po drugi svetovni vojni bili največji pobudniki in zbrali denar za rentgene, ko je bila tu v Jugoslaviji takrat velika TBC, mislim, bolezen, so s tem pomagali. Hvala. Hvala, gospa, za vaš prispevek. Bomo poslušali. Pravi učitelj posluša, tako da bomo tudi mi poslušali. Blanski povedal, da v Argentini sestavljajo neko razstavo in to je bil Edi Šelhaus in mi je rekel, naj kaj zberem. In smo zbrali slike in en deček tam izpadne, ki ni znal ne vem kako slikati, se nekla, pa nariši, kako ti doma delaš in narišal prašička pa to in so poslali v Argentino in je dobil prvo nagrado. Tako, mislim, da bomo še gospoda Francija Feltrina. Z moje strani dolžan sem, Slavko, tebi odgovor. Ja, jaz sem več kot 20 let aktivno delal na svetovnem kongresu in lahko rečem, pred vso javnost sem že veliko povedal. Če ne bi Slovenci v sosednjih državah in po svetu se tako... Veste, ja, tudi ko je in zato lahko smo hvaležni Slovencem po svetu, ker Slovenci narod pa da imamo zle jezik. Jaz ne bom pozabil, ker je prišlo šest poslancev iz Štrasbura in smo jim morali povedati, da smo Slovenci, imamo svoj jezik in narod. Mislili smo, da smo Jugoslovani. In to so vse Slovenci v sosednjih državah, v celi Evropi in celega sveta nam pomagali. Na svetovnem kongresu smo naredili zbornik, nismo imeli dovolj denarja, da bi naredili večjega, ki smo mu dali naslov Zlata knjiga slovenske osamosvojitve, kjer so original kopije dokumentov o Slovencih po svetu in vse. Hvala. Tako, Slavko. Boste potem morda zaključila zunaj pri kavi, pa če bo še kaj drugega, ne vem, da bo jezik še bolj stekel. Tako, gospod Kmetič, hvala lepa. Tudi hvala lepa vsem sodelujočim pri tem zanimivem in iskrivem pogovoru in veliko uspeha pri vašem delu še naprej želim. Tudi jaz se zahvaljujem omizju, zdaj pa preden gremo na kosilo, pa imamo še eno kratko predstavitev Društva katoliških pedagogov v Sloveniji in vabim njihovo predsednico, gospo Marijo Žabjek, pred mikrofon. No, hvala lepa organizatorju, da ste nam dali to možnost. Bom skušala biti kratka, pa da mi bo uspelo. Torej, Društvo katoliških pedagogov Slovenije bo drugo leto februarja praznovalo že praktično 35 let obstoja. Mislim, da je tudi izredno pomembno, da se verjetno bolj kot edini društvo
ukvarjamo z ohranjanjem slovenskih vrednot in tudi krščanskih vrednot. Naše delo predvsem sloni na viziji, ki smo si jo postavili in smo si rekli, Društvo katoliških pedagogov Slovenije kakovostno soustvarja družbo in se zavzemamo za celostni razvoj osebnosti. Naši člani so nosilci evangeljskih vrednot, strokovnosti in ustvarjalnosti. Med nami se pretakajo izkušnje z znanjem in z družbo. Tako, delo pa temelji na 4 stebrih in sicer strokovnosti. Ta strokovnost ne pomeni predmetna strokovnost, ampak delo z mladimi, temi medsebojnimi odnosi. Na duhovni in osebnostni rasti se mi zdi, da učitelj je oseba, po kateri mladi rastejo ali pa tudi padejo. Izredno pomembno, torej tudi naši seminarji delajo na samozavesti, na samopodobi in to, kar je nekdo od predavateljev že omenil. Učitelj mora najprej poznati sam sebe, svoje delo, svoje ravnanja in na ta način bo lažje spoznal svoje učence, kot tudi sodelavce med njimi. Drugi steber je povezanost. Torej povezujemo se z vernimi, nevernimi učitelji doma in tudi v tujini. V ta namen smo pač povezani tudi z mednarodnim Evropskim združenjem SESK, ki praktično vsako leto organizira mednarodni kongres z različnimi temami. Tudi mi smo bili že 3-krat organizatorji, prihodnje leto pa bomo tudi 4. organizatorji. Zdaj, temo smo se že pogovarjali, določali. Poklicanost, tudi ena izredna pomembna tema, se mi zdi. Mislim, da je bilo že prej omenjeno, ko je rekla gospa z Hrvaške z Reke, da so učitelji, ki nimajo pedagoške izobrazbe, drugih poklicov pa izredajo dobro. Prepričana sem, da ti so poklicani za pedagoški poklic. Tudi če imaš izobrazbo, pa če tega poslanstva nimaš, je kot učitelj delati izredno težko. No, naše dejavnosti potem iz teh stebrov izhajajo, bom tudi skušala na kratko. Izdali smo etični kodeks že leta 1997 kot besedilo, 1998 je bilo dano v širšo javnost. In ta etični kodeks je izredno pomemben, ker mnogo misli lahko najdemo v njem in najdemo tudi potrditve svojega dela. Dostikrat v šoli nikjer ne veš, ali delaš dobro ali ne, si negotov, rabiš pa neko potrditev. Mladi ti jo ne dajo, ker šola je tista, ki daje dolgoročne rezultate, včasih pa niti ne zveš, kako in kaj. In v etičnem kodeksu najdemo prav vse. Drugo, kar je, se mi zdi izredno pomembno, revija vzgoja. Danes niti še ni bila posebej omenjena, pa če kdo kaj pazil, to je zdaj zadnja številka. Tu najdejo svoje misli, svoje delo učitelji, pedagogi, kot tudi starši. 25. leto teče, ko jo izdajamo po 4 številke na leto. Različne teme so v žarišču, to pomeni, da se dotikamo tistih trenutnih aktualnih zadev, potem tem biti vzgojitelj, najdemo mnoge izzive, mnoge misli, ki jih potem lahko uporabljamo pri našem delu, delo s starši, potem mi imamo duhovni izziv, naše izkušnje, izredno bogata revija, strokovna, a ne visoko teoretična, toliko, da lahko vsakdo dela in razume za temi stvarmi. Kot sem že prej menila strokovnost, torej imamo seminarje, posvete, predavanje, ki se vršijo po vsej Sloveniji, ker po Sloveniji smo razdeljeni, delamo po različnih območnih skupnostih, tako da je praktično cela Slovenija zastopana. No, morda še omenim tudi delo z mladimi. Imamo počitniško varstvo, ki se bo začelo s ponedeljkom. Da mladim se mi zdi, da tudi prav je, da te mladi čutijo, da so sprejeti, da slišijo tudi teme, ki niso vedno v drugih društvah in drugih organizacijah in se lahko tukaj tudi malo pohvalimo, da so starši zelo zainteresirani, da nam pripeljejo v tem času mlade otroke, to se pravi od 1. do vključno 5. leta. Da malo preskakujem zadeve, torej. No, mogoče tudi to, da omenim nekoliko bolj še mednarodno konferenco, ki je že pater Šinkovec kar nekajkrat omenil. Mislim, da je to izredno pomembna misel, ideja, ki smo jo začeli uresničevati v letu 2019.
Mi smo začeli s to mednarodno identiteto že v letu 2021, smo prvič imeli to mednarodno konferenco v okviru teme, ki jo naslavljamo, vzgoja za ljubezen do domovine in države, odgovorno ohranjamo slovensko identiteto. Potem pa še druge teme, ves čas, to se pravi 19, 20, 21, 22, letos 23, tretja, smo izvajali konference, zaradi razmer dvakrat so bile preko spleta, enkrat seveda v živo, to je bilo prvič, lansko leto pa je bilo živo in pa tudi hibridno. No, letos nadaljujemo prav to, kar ste vi zdaj, bomo rekli, včeraj poslušali, danes smo imeli to temo z jezikom, torej jezik temelj kot temelj narodove identitete. Izredno pomembno, bomo pač predavatelje in seminarje, prispevke. Kar se mi zdi izredno pomembno pri teh mednarodnih konferencijah je, da sodelujejo učitelji iz različnih šol po Sloveniji in ti potem kažejo, kakšna je njihova praksa, kaj delajo mimo učnih načrtov, prostovoljno in na ta način širijo narodovo identiteto. Oni tudi lahko dajo ideje mnogim, ki so že sami v kakšnem drugem projektu ali pa so kot poslušalci. Še bolj se mi pa zdi pomembno, da z nami sodelujejo, to nam tehnika omogoča, Slovenci izven matične Slovenije. Ali ne bo to zamejstvo ali po svetu, zelo veseli smo vseh teh sodelovanj. Lahko povem primer iz Argentine, mogoče številčno malo več kot drugje, ampak vsakega smo veseli, bomo veseli, če se prijavite na to naše srečanje. Koliko zgodb je, koliko pomembnih zgodb, ki navdušujejo nas Slovence in nas potem tudi potrjujejo v tej narodni identiteti. Morda se mi Slovenci, ki smo doma v zamejstvu, v Sloveniji premalo čutimo in premalo smo močni v tem, to nam pa prodaja neko spodbudo, neko moč. Potem te njihove izkušnje, morate lahko rečemo ta eksodus, ki so morali mnogi po vojni jeti, kako so oni to živeli slovenstvo, kako ga samo nesejo, brez sovraštva, brez ne vem česa, ampak ohranjajo to identiteto. Na teh srečanjih nam Slovencem so pritekle solze. Zato pa na tem mestu poudarjam, sodelujte z nami, poglejte na našo spletno stran, ki je zelo bogata. Zdaj sem to, bom rekla, v telegrafskem stilu, da čim hitreje končamo, ker smo malo zamudi, povedala in najdete samo DKPS, to pomeni Društvo katoliških pedagogov Slovenije, kratice, vtipkate pa še SI zraven, da ste te naše dejavnosti dobili, pa veseli bi bili, če zdaj na tole konferenco, ki bo potekala v mesecu novembru, pripravite svoje prispevke, nam jih predstavite, nas bogatite. To bogatstvo je za slovenske učitelje, tisti, ki so pripravljeni, in veliko je takih, ki so pripravljeni razžrtvovati svoj prosti čas za to, da mladi rastejo in da to slovenstvo bolj utrdimo. Pa naj bo tudi za to osamosvojitev, da jo podarimo, tudi če ni v samem predmetu, ampak na ta način se to da veliko. Zelo, zelo nakratko. Poglejte si stran, je bogata, veliko imate videti in če koga še zanima zgibanke o naših seminarjih, katerih nisem govorila, potem o sami vzgoji lahko dobite, pa tudi če kdo želi malo več vedeti v samem stilu tega Društva katoliških pedagogov. Hvala lepa.